Dobro jutro, cenjene in cenjeni. 1. december je danes, jutri je pa 2. december, logično dan košarke, vsaj v ZDA. In košarko imamo radi tudi v Antikvizu. Je rekel Tadej in sploh ni dovolil ugovora. Mimo grede, dobro jutro. Si vedel, da je Michael Jordan v svoji pogodbi imel klauzulo o ljubezni do igre in to je pomenilo, da je lahko po pogodbi igral košarko proti komorkoli, kadarkoli in kjerkoli. To je bil člen v njegovi pogodbi. Kar noro, ne? Ampak sem vedel. Tudi zato se gremo danes Antikviz, da lahko potem pametujemo drugim, ne? V smislu, a si vedel, si vedela, da. Pravila 5 podatkov, 4 držijo, eden ne, iščeva pa prav tega, ki ne drži. 0, 1, 4, 7, 5, 2, 202 in to so podatki o košarki. Listen very carefully, I shall say this only once. Prvi pravi, rezultat prve uradne košarkarske tekme je bil 1-0, tekma se je igrala z nogometno žogo. Drugi podatek, Kim Jong-il, nekdanji severnokorejski voditelj, je bil velik navdušenec nad košarko in je tudi avtor severnokorejskih košarkarskih pravil, denimo zabijanje šteje 3 točke, met s polovice 8 točk in podobno. Tretji podatek, Yao Ming, najboljši kitajski košarkar vseh časov, je projekt kitajske partije, ki je poročila najvišjo kitajsko košarkarico s kitajskim košarkarskim dvometrašem. Četrti podatek, nek obsojeni kriminalec je po izreku 30-letne obsodbe za svoja dejanja prosil sodnika, ali lahko obsodbo spremeni v številko njegovega najljubšega igralca Larryja Birda. Bird je nosil številko 33. In še peti, zadnji podatek, košarkarske table. Prve so k opremi dodali zato, ker so s tem povečali število košev in hkrati skrajšali trajanje tekme, se je prej žoga neprestano uhajala z igrišča in je to podaljšalo tekmo tudi do pol ure. Tako, 0, 1, 4, 7, 5, 2, 202, kateri od 5 podatkov ne drži. Dobro jutro, Primož. Dobro jutro. Sem uganila. Prve. Zdaj pa poskusite še vi. Veste odgovor ali boste ugibali danes? Danes bom pa ugibal. Da vidimo, kako vam gre. Prosti meti. A ponovim na hitro še enkrat. Pa dajmo začeti od začetka, prvi. Nogometna žoga in 1-0 rezultat. 1-0, ja. Tam je. Tadeju se smeji, ker če Primož ne ugotovi v prvo, to pomeni, da se bomo še nekaj časa igrali. Podaljški, tako. Ja, 21. decembra 1891 je James Naismith na koledžu v Springfieldu v Kanadi organiziral prvo uradno košarkarsko tekmo. Igrali so 9-9. Igrišče je bilo veliko približno za polovico današnjega, namesto košev so uporabljali 2 košari, 2 koša za breskve, uporabljali so kot še naslednjih več kot 30 let kar nogometno žogo. Pravila med drugim niso predvidevala vodenja žoge, ampak samo podajanje, skratka zaradi neizkušenosti, slabega poznavanja in nedorečenosti pravil se je tekma končala z rezultatom 1-0. Prvi strelec v zgodovini je bil William R. Chase. In še kot zanimivost, ta koš za breskve je seveda imel dno, tako da so morali po vsakem košu z lestvami vzeti žogo iz košare. Še sreča, da je bil rezultat 1-0. Tako da 1-0, ja, pa verjetno je trajala več kot kot današnja. Hvala pa. Zmotil je samo ta 1-0, nič drugega. Vse ostalo je bilo dosti logično. Nogometna žoga. Evo. Ja, Primož, se slišimo, ne? Vse poslušamo. Adijo. Lep dan. Lep teden. Pavel. Dobro jutro v Zagorju. Lahko na hitro ponovite, ker nisem slišal. Lahko, prvega smo odkljukali, drugi je Kim Jong-il, se pravi oče Kim Jong-una, nekdanji severnokorejski voditelj, velik navdušenec nad košarko, tudi avtor severnokorejskih pravil, košarkarskih, zabijanje 3 točke, met s polovice 8 točk in tako naprej. Potem Yao Ming kot projekt kitajske partije, potem ameriški obsojenec, ki je
svojo 30-letno kazen hotel spremeniti v kazen 33 let, ker je pač Larry Bird, njegov najljubši igralec, nosil številko 33 in prve table za košem, ki so jih košarkarskim, ki so jih dodali k opremi za to, da bi povečali število košev, pa skrajšali tekmo, ker je prej pač žoga uhajala in je tudi do pol ure to podaljšalo tekme. Ja, čisto ugibam, nima pojma. Bi kar zadnjega rekel. Je čisto prav ste ugibali oziroma uganili. Ja, super. Na cek. Oziroma brez kosti, ja. Ja, koše košare za košarko so sprva pritrjevali kar na zid oziroma balkone kakšne dvorane, pač nekam, kamor so ga lahko pritrdili na višino, in ker je običajno v bližini sedel kak gledalec, je ta poskušal vplivati na igro, seveda. Ja, in to tako, da je žogi pomagal koš ali pa obratno, ne, da je poskušal preprečiti, da bi šla žoga v koš. Zato so sčasoma za koš postavili tako imenovano tablo. Sprva je bila to torej zgolj obramba pred gledalci, da niso gledalci vplivali na igro, danes ima pa seveda tudi druge funkcije, ne, da ne vem, mečeš lahko od table, kar ti na nek način pomaga, sploh če mečeš strani. Na lokalnih igriščih pa tudi pomaga, da žoga ne uhaja kar nekam. Ne. Pavle, oziroma Pavel, čestitke, pustite podatke pri Nejcu v režiji, vam pošljemo nagrado. Ja, že dolg časa nisem dobil majice, sem že hotel jo kupiti. Ste že ponosili vse. No, krasno. Vas bomo osvežili, Pavel. Lep pozdrav, hvala. Uspešen teden. Ja, midva pak drugemu podatku, Kim Jong-unu, ki rad igra košarko. Če ne, prej smo to izvedeli ob obisku Denisa Rodmana pri njem leta 2013, no bojda je v svojih časih bil Kim Jong-un precej dober košarkar. Ljubezen do športa je prinesel tudi domov, čeprav ni ravno velikan, tam okoli 1,70 m meri. Skratka, prav Denis Rodman je, kot mu je novi prijatelj razložil, prinesel na Zahod te podatke o severnokorejskih košarkarskih pravilih. Denimo, zabijanje je vredno 3 točke, trojka vredna 4 točke, če se žoga ne dotakne obroča. Če zgrešite prosti met, se vam odšteje 1 točka in še ena zmagovita, koš v zadnjih 3 sekundah šteje 8 točk, no, ne glede na to, od kod igralec meče. Ja, in zdaj smo omenjala Kim Jong-una, ne? Zdaj pa ključnemu podatku, kdo si je ta pravila izmislil. In to je bil Kim Jong-il, oče Kim Jong-una, tudi sam obsedenec košarko, je med stalnimi diplomatskimi pogovori, denimo tudi od Obame, zahteval, ne, v Severno Korejo kot neke vrste demonstratorja pošlje Michaela Jordana, pa je potem ta to zavrnil. Skratka, očitno imajo v liniji tudi ljubezen do košarke severnokorejski diktatorji. Ja, samo skomenila si znameni, ne. Ne vem, kaj naj dodam, lahko pa se zdaj presliva na Kitajsko, ja. Leta 2005 je novinar Newsweeka Brooke Larmer objavil knjigo z naslovom Operation Yao Ming, v kateri je napisal, da so Mingove starše kitajski vladni uradniki prepričali, naj se poročita, se bi tako Kitajska lahko prišla do super športnika. Ja, hibrida super atleta in športne super zvezde. Ja, tudi Mingova starša sta sicer oba nekdanja košarkarja, mama 190 centimetri, ena najvišjih žensk na Kitajskem, oče je meril 201 centimeter. Še boljša zgodba je pa to, ne, da so sprva hoteli sestaviti par z Jaovim stricem, torej bratom od očeta, ki je bil takrat najvišji športnik v Šanghaju. Ja, ker je le meril 4 centimetre več kot njegov brat, ampak večja možnost, da bo tudi potomec večji. Razpletlo drugače, ker sta si bila pač simpatična Jaova starša. Ampak ne, zanimivo načrtovali so, naj bi ta sin potem zrasel in zrasel do 210 cm, ampak uspeh je presegel. Poskusa je presegel pričakovanja. Ja, 229 cm je bil visok Yao Ming, oziroma je še visok Yao Ming in je pač velja za enega boljših centrov v NBA v svojem času, verjetno samo za Shaquillom O'Nealom. Pa še ena iz NBA.
Bolj iz črnih in rumenih kronik leta 2005, povezana nekoliko z NBA-jem. V Oklahomi so sodili Eriku Jamesu Torpiju zaradi oboroženega streljanja z namenom uboja in ropa. Predvidena kazen je bila 30 let, pač so mu sodili in potem je odvetnik Torpija pred razsodbo zaprosil za nekaj minut s tožilci in sodnikom, ker je rekel, da hoče njegov varovanec dejanje priznati, ampak ob določenem pogoju. Imel je torej poseben pogoj, kazen ne sme biti 30 let, kolikor bi mogla biti, ampak višja 33, kolikor je pač bila številka na dresu takrat že več kot desetletje upokojenega Larryja Birda. In še več, tudi na prestajanje kazni je prišel v dresu Bostona s številko 33, kar je bila tudi njegova želja. Ja. Zagotovo je bil neprišteven. Ne? Vsaj, če sklepamo iz follow-upa te zgodbe, leta 2011 je že ugotavljal, ko so ga ponovno spraševali o tem dogodku, da je storil neumnost, ker 3 leta pa niso kar tako, ne? Ošment, no shit Sherlock bi rekli tam, pa še za pogojni izpust ni mogel zaprositi takoj, ne, ker je pač razlika, ali si obsojen na 30 ali več kot 30 let. Pravi pa, da je vsaj ena dobra stvar tega, ne? In to je. Tega sojetniki pustijo primeru, ker so prepričani, kot morda tudi kdo od vas, da je zaradi tega dogodka oziroma zaradi te prošnje malo nor. Ali pa samo nor na košarko. Ja. Pustimo košarko samo nor. 4 minute do 9 je. Hvala, da ste sodelovali tudi tokrat v našem antikvizu in se slišimo prihodnji ponedeljek.